Zbornik o slovenskem medijskem prostoru na Madžarskem in Hrvaškem nekoč in danes, ki je izšel lansko leto pri Slovenski matici kot rezultat strokovnega posveta, je predstavila njegova urednica Zareka Snoj-Verbovšek, ki je obenem opozorila tudi na pomembno vlogo Slovenske matice in društva pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture zunaj meja domovine. Slovenska matica je naše najstarejše kulturno in znanstveno društvo in druga najstarejša slovenska založba. Lani smo praznovali že 160-letnico obstoja. Skladno z prvotnim programom Slovenske matice kot društvo prirejamo najrazličnejše posvete, simpozije, okrogle mize o različnih problemih slovenske družbe in kulture in kot založba skrbimo za izdajanje kakovostnih knjižnih del, tako izvirnih kot prevodnih, z različnih področij humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike, medicine, sodelovanje z zamejci. In v okviru tega smo priredili že tudi več posvetov. Odločili smo se za nek tak celovit pregled slovenskih medijev v zamejstvu, tako da smo najprej začeli s posvetom o slovenskih medijih nekoč in danes v Italiji, potem nadaljevali s posvetom o slovenskih medijih v Avstriji in kot zadnji izmed teh posvetov pa je bil leta 2023 organiziran posvet o slovenskih medijih na Madžarskem in Hrvaškem. Iz česa in kako je sestavljen zbornik? Zbornik sestavljajo prispevki, ki sledijo prispevkom, kot so jih predstavili govorci na našem posvetu. Uvodnima nagovoroma predsednika Slovenske matice dr. Aleša Gabriča in predsednice Inštituta za narodnostna vprašanja dr. Sonje Novak-Lukanovič sledi 5 prispevkov, ki so jih napisali 3 pisci povezani z madžarsko manjšino in 2 avtorici povezani s hrvaško. To so Franci Just, Dušan Mukić in Nikoleta Vajda-Nadži in za hrvaško manjšino Barbara Riman in Agata Klinar-Medaković. Zbornik potem sklepajo seveda še kratki njihovi življenjepisi in pa povzetki prispevkov. Več o tem, kje vse lahko najdete publikacije, ustvarjene v okviru zbornika in Slovenske matice, Verbovškova nadaljuje. V okviru današnjega dogodka, ki sodi pod naše prireditve Matičina čezmejna gostovanja, ki jih prav tako financira urad, že omenjeni, bomo tukaj v Porabju podarili tudi nekaj svojih knjig, ki so izšle pri Slovenski matici v zadnjem času. Izbrali smo knjige, ki so tudi tematsko zanimive za to področje. Na primer, kot prvo Slovenska matica ob 160-letnici, to je naš zbornik, ki smo ga izdali lansko leto in prikazuje zgodovino naše stavbe, galerijo naših predsednikov, ki jo hranimo na sedežu Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani. Potem pa bomo podarili seveda vse omenjene zbornike, tako tistega o Italiji, Avstriji in seveda na Madžarskem in Hrvaškem. Poleg tega pa smo izbrali še 3 leposlovna dela in to je mladinski roman Ferija Lajnška Življenje nima naslova, drug mladinski roman, avtobiografsko pripoved avtorice Ksenije Majcen z naslovom Pobeg brez meja, ki se delno dogaja tudi na Goričkem. In pa kot zadnje pa roman, avtobiografski, mladinski, madžarsko-francoske pisateljice Kristine Arnoti z naslovom Imam 15 let in nočem umreti, ki pa govori o času 2. svetovne vojne v Budimpešti. Tako da te knjige bomo podarili Zvezi Slovencev na Madžarskem in pa za knjižnico v Monoštru in upamo, da bodo dosegle čim večji krog bralcev. Med prispevki v zborniku izstopa zapis slovenskega pisatelja Dušana Mukića, ki poglobljeno nadaljuje razpravo o ključnih vidikih posveta. Dovolite mi, da najprej povem, da smo se tega posveta udeležili meseca oktobra v Ljubljani, kjer smo predstavili položaj medijev tako na Madžarskem, v Porabju, kot tudi v krogu slovenske skupnosti na Hrvaškem. Predavatelji smo bili iz Porabje 4. Gospod Franci Just je predstavil, kako pravzaprav literarna dela predstavljajo mediji za porabske Slovence. Gospod Karel Holec, predsednik Državne slovenske samouprave, je spregovoril o Radiu Monošter. Nikoleta Vajda
Vojda Noć kot glavna in odgovorna urednica v časopisu Porabje. Sam pa sem predstavil položaj televizijske oddaje Slovenski utrinki na madžarski televiziji. Mukič nam je orisal vsebino svojega predavanja ter nas seznanil z izbrano temo. V svojem predavanju, ki sem ga nato zapisal tudi v zborniku, sem zajel precej široko področje. Najprej sem se spregovoril o zgodovini te naše oddaje, vse od leta 1978, ko so bile v okviru oddaje Naš ekran prvi prispevki na madžarski televiziji. Nato pa seveda po letu 1992 so nastali Slovenski utrinki, ki so bili prva samostojna slovenska oddaja za Slovence na Madžarskem. O uporabi slovenščine in madžarščine v oddajah Mukič nadaljuje. Oddaje podnaslavljamo, in sicer madžarske izjave v slovenskem jeziku, slovenske izjave v madžarskem jeziku. Pri tem sem opozoril tudi na dejstvo, da se v naših oddajah uporabljata obe zvrsti slovenskega jezika, tako porabsko-slovensko narečje kot tudi slovenski knjižni jezik. Kako pogosto lahko gledalci in gledalke spremljajo oddaje? Naš predvajalni čas je na madžarski televiziji precej slab, se pravi, smo vsak drugi četrtek predvajani zelo zgodaj zjutraj in zgodaj popoldne, kar je precej neprimeren termin za predvajanje, medtem ko nas televizija Slovenija k sreči predvaja v boljših terminih, to so večerne ure. Televizija Slovenija našo oddajo da na spored kar 4-krat, in to od televizija 1 do 2, 3 in tudi Maribor, s tem smo zelo zadovoljni. Za vse tiste gledalce, ki pa teh oddaj si ne morejo ogledati v teh terminih, pa je na voljo internet, in namreč tudi 2 spletni strani, to je mediaklik.hu na madžarski strani in pa 365.rtv.si na slovenski strani, pa lahko še to povem, kako dragocen je arhiv teh oddaj, kajti na omenjeni slovenski spletni strani so naše oddaje na ogled kar od leta 2010, se pravi zelo resen arhiv, medtem ko na madžarski spletni strani pa le zadnje 4 oddaje. Več o temi svojega prispevka Franci Just. Jaz sem v zborniku predstavljal medije posredovanja slovenske književnosti pri Slovencih na Madžarskem. Zakaj prav ta tema? Zaradi tega, ker porabski Slovenci v preteklosti niso imeli možnosti razviti vse tiste literarne infrastrukture, kot temu pravimo, ki omogoča normalen proces literarne komunikacije. Recimo niso imeli svoje literarne revije, ne recimo svojega profesionalnega gledališča in številnih drugih institucij, tudi ne klasične založbe. Zato so bili mediji, v katerih so sodelovali, mislim predvsem tiskane medije, zelo pomembni za posredovanje slovenske književnosti. Tiste, ki je nastajala v matični domovini, in tiste, ki so jo ustvarjali sami.